Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi je z nami Luka Ilić, trenutno zaposlen na področju financ v Novartisu. Je ambasador pri One Young World in tudi ustanovitelj iniciative Young Advisory Board, v okviru katerega se mladi zaposleni srečujejo z vodstvom podjetja. Mnogi ga poznajo kot nekdanjega asistenta na ekonomski fakulteti, bil pa je tudi predsednik društva Management Group. Najbolj pa ga odlikuje to, da se z veseljem povezuje z mladimi, ki so željni kariernega razvijanja in delajo prve korake v poslovni svet. Luka, lepo pozdravljen. Zdravo. Kako se počutiš? Hvala za tak lep uvod, super. Z veseljem pridem vsakič nazaj na ekonomsko fakulteto. Lepo. Torej, če se za začetek vrneva v tvoja študentska leta, kakšne imaš spomine, bi rekel, na študijsko obdobje? Kje povsod si bil aktiven, kaj bi vzpostavil kot nekakšno glavno razliko med študijskim obdobjem pa zdaj? Spomine imam zelo lepe. V bistvu tako, če malo razdelim na recimo temu 3 ključna področja, se pravi študij kot tak, obštudijske dejavnosti pa potem neko študentsko delo. Bil sem precej aktiven povsod. Študij mi je bil zelo zanimiv, mislim, da sem se res našel v tem fahu, no, sem imel kar srečo pri vpisu, če lahko temu tako rečem. Pa ti si obe stopnji naredil na ekonomski? Ne, naredil sem dodiplomski študij, za magistrski študij se še nisem odločil. Recimo temu, da so bile takrat take priložnosti, ki si jim težko rekel ne, pa sem pol rekel, da mogoče odložim, pa dokončam to kasneje. Ja, no, še danes imam kakšne zapiske, kakšnega predmeta, se spomnim strateški menedžment, imam zapiske v prvem predalu računalniške mize, tako da jih še danes zdaj pogledam. Potem pa obštudijske dejavnosti, bil sem zelo dejaven v društvu Management Group, hodili smo na razna tekmovanja, zgodba se je sicer začela, da sem ravno tam v Management Groupu spoznal par ljudi, s katerimi smo se pol tudi skupaj razvijali in smo tudi danes zelo dobri kolegi. Študentsko delo, delal sem različne stvari, spomnim se pa zelo dobro ene in to je, ko sem sodeloval na Zlati niti in Zlati gazeli. Zelo zanimiva izkušnja, taka ena prva zelo resna, recimo temu izkušnja z gospodarstvom. Se moram tu zahvaliti Editi, ki je takrat verjela vame, no, in je bila tudi gostja enega prejšnjega podcasta. Ditka, če poslušaš, čau, iz obeh strani. Tako da ja, zelo zanimivo obdobje, imam zelo lepe spomine. Kasneje sem bil tudi demonstrator oziroma asistent. Zdaj še vsake toliko se še vrnem na fakulteto kot recimo temu gost iz prakse, in zelo z veseljem pridem in se odzovem vsakem vabilu. Kaj pa bi recimo izpostavil kot glavno razliko med življenjem takrat pa tvojim življenjem zdaj? Pa tako, zdaj lahko bi naštel veliko različnih stvari, ne. Dejstvo je, da se v službah vrti čas drugače, pa so drugačne prioritete. Zdaj ena najbolj pomembnih se mi pa zdi to, da tako skozi odraščanje pa tudi v študentskih letih imamo vedno postavljeno neko strukturo, ne. Se pravi, se učiš, pišeš izpit, dobiš diplomo, ne, in greš naprej v življenju. Potem pa dobiš tisto diplomo in se ti svet odpre, ne. Imaš neskončno možnosti, lahko greš po kakršnikoli poti želiš. In sicer se to sliši zelo dobro, ampak prinese s sabo tudi ogromno odgovornost. Tako, odgovornost do sebe, do svojega razvoja. Ni več profesorja, ki mu lahko rečeš, joj, toliko težek izpit si sestavil, ne, pa noben ti tudi ne more. Ti si kriv. Ja, ti si kriv, ja, sam si kriv za svoj razvoj. Pa tudi tako nekako ne moreš nobenega kriviti, ti moraš iti po svoji poti in ti noben tudi ne more reči, da to je prava pot. Kariere oziroma življenje ima milijon različnih poti. Omenila sva že društvo Management Group. A se še spomniš tvojih prvih korakov v poslovni svet, pa v bistvu, zakaj si se na tisti točki sploh odločil pridružiti društvu? Jaz sem takrat iskal predvsem ljudi, s katerimi bi se poistovetil, ki bi si pomagali pri grajenju neke zgodbe, ki smo jo takrat videli. In to sem v študentskem društvu Management Group dejansko tudi dobil. Ko sem že prej omenil, v bistvu
sem se prvi srečal na tem tekmovanju Business High, potem kasneje naslednje leto kot organizator, pa pol nekaj let kasneje tudi kot predsednik društva. In moram reči, da še danes v bistvu mi je ta izkušnja veliko pomaga. Mislim, da so določene veščine, ki jih moraš razvijati hkrati z ekspertizo, ki jo imaš. Se pravi, te soft skilli in podobne stvari, vodenje. Če si predstavljate, če si zelo velik ekspert v nekem področju, si lahko tam dober in se razvijaš 10-15 let in pol kar naenkrat prevzameš neko vodilno funkcijo. In takrat je že malo prepozno. Treba je to začeti že zdaj gledati na te stvari, mogoče opažati, kaj ti primanjkuje, naučiti se, kaj to pomeni vodenje, kakšno težko stvar da čez, in te to tudi oblikuje potem v osebo, kot si. Ponavadi pa, tako kot sva tudi že zdaj malo omenila, poslovni svet deluje drugače, kakor se učimo v učbenikih. Katere so po tvojem mnenju stvari, ki jih primanjkuje študiju oziroma si se jih naučil pol v management grupu in ne na predavanjih? Zagotovo te soft skilli, pa tudi neka stvar je, ne. Ti, ko prideš iz študentskih let, recimo temu prve zaposlitve, si tako poln ene energije, spremenil bi svet, če lahko temu tako rečem, ne. In pol te večina delodajalcev mogoče poskuša malo ukalupiti v neke njihove okvirje, ne. In tam je pomembno, da ti ugotoviš, kaj je za delodajalca pomembno, kakšno dodano vrednost lahko ti prineseš, in da se vklopiš v njihov kolektiv, ne samo iz ekspertnega vidika, ampak tudi iz teh soft skillov in tako naprej, ne. In dejstvo je, da pred temi vsemi izkušnjami še kot študent, ne, s pol časom ugotoviš, da veliko temelji na ljudeh, na odnosih, ne, podjetje je v bistvu skupina ljudi, ki pač nekaj počne. In to je nekaj, kar se mi zdi, da sem takrat pridobil. Je pa res, da potem v prvih letih kariere se delajo tudi kakšne napake in to si morate dovoliti, da se pač učite in razvijate. Predvsem pa te soft skilli, še enkrat ponavljam, druga ključna stvar se mi zdi to, da znaš vzpostaviti odnose s podjetjem, se pravi z nič zgraditi neki odnos. In pa tretja stvar, predvsem to, da ugotoviš, da v vsem tem procesu se moraš imeti fajn. In vsi, ki so za nekim sestankom, za neko mizo, ne, je fajn, da najdeš neke skupne točke, s katerimi se povežeš in pač gradiš tudi zgodbo poslovnega vidika na tak način. Kaj pa recimo tisti moment, ko si na razgovoru ali pa ko dobiš zavrnitveni mail, žal vas ne bomo vzeli, ker imate premalo izkušenj. Kaj pa na tisti točki, ona prva stvar, kva bi rekel, da si jo ti naredil, da bi jo danes mogoče naredil z malo več izkušnjami? Zdi se mi, da take stvari se dogajajo, veliko uspešnih ljudi o tem ne govori. Dejstvo pa je, da za vsakim ful dobrim LinkedIn profilom, ful dobrim CV-jem je milijon nekih, recimo temu malih porazov, ki te oblikujejo in s katerimi se pol razvijaš, ne. In tule zdaj reči, da teh porazov ne bo, je skoraj nemogoče, bojo in zagotovo bojo prišli. Je pa pomembno, da se z vsake take zgodbe kaj naučiš, da mogoče imaš svojo vizijo in pač slediš njej, tudi če v tistem danem trenutku te mogoče kdo ne podpre. Bojo pa prišli verjetno ljudje ali pa kakšne priložnosti, katere pa nisi pričakoval. Zdaj sva omenila, kako se soočiti s tem, če recimo delodajalcu nisi zanimiv, če nimaš zadosti izkušenj. Kako pa se ti zdi recimo pomembno sploh to, da študentje iščejo delo, da že imajo delo med samim študijem? Ali zagovarjaš bolj, dajva reči, počitniško delo ali pa tudi delo med študijskim letom? Jaz mislim, da zagovarjam delo v smislu, da če ga lahko opravljaš, da to ne ovira tvoj študijski proces, potem je zagotovo dobrodošlo za nabiranje izkušenj. Ključno se mi zdi to, da poskušate najti neka delovna mesta, ki so pač
pomoč vaši karieri in zgodbi, ki jo gradite. Tle pa tudi pride ta vidik, da dejstvo je, da študentska delovna mesta danes niso več to, kar so bila včasih. Nosijo mogoče malo večje odgovornosti, so to zelo raznolika in niso več samo prelaganje papirja, če lahko temu tako rečem. In take priložnosti je treba izkoristiti. Po drugi strani pa mi je pa zelo všeč, no, da pri nekaterih predmetih se praksa povezuje z ekonomijo oziroma z gospodarstvom in to bi pa res pozdravil, no, da poskušate študentje čim več sodelovati pri predmetih, kjer svetujete podjetju dejansko na nekem specifičnem problemu in vas potem profesorji nekako vodijo skozi ta proces, da če se poskušate res poistovetiti oziroma postaviti v vlogo konzultanta, je lahko to res ena dobra izkušnja, mogoče celo boljša od kakšnega študentskega dela. Velikokrat pa tudi slišimo in izpostavljamo, da je študijska izmenjava tista priložnost. Kaj pa ti misliš o tem? Mislim, da ni priložnost. Priložnosti mislim, da ni nobene. Se pravi, da profil morate graditi tako, da pač široko oziroma usmerjeno v neko pot in vi morate povedati to zgodbo tako, da ima smisel, ne, da veste, zakaj ste se za to odločili. Tako da če je izmenjava edini faktor, na katerega ciljate, je to skoraj da malo nerealno. Če pa počnete še par drugih stvari, pa ste najdeli en faks, ki vam je zelo zanimiv v tujini, pa ima zelo dobro vsebino na nekem področju, pa se tam lahko v bistvu ful naučite, super pejte, ne. Če si želite neke nove življenjske izkušnje, da se preizkusite v tem, kako je sam živeti, kako je mogoče iti stran od staršev ali pa v neko čisto novo okolje, tudi super, ne. Samo morate vedeti, zakaj greste v to. Jaz na primer nisem bil na izmenjavi, lahko rečem, da sem imel tule veliko drugih stvari, ki sem jih takrat počel, pa mi ni žal, da nisem šel, imam pa tudi veliko prijateljev, ki so šli, pa jim tudi ni žal, da so šli. Tako da ni enoznačnega odgovora. Pa misliš, da te po faksu pol tujina, če nisi šel na izmenjavo, ne zanima ali tako, na splošno? Mogoče iz tvojega vidika, ampak Mislim, da ne. Ni zamujena tujina, tudi če si jo nisi. Ne, svet je danes toliko majhen, da hvala Bogu smo konkurenčni ne samo na slovenskem trgu, ampak tudi širše. Tako da ne vidim tule nobenih težav, ali bi bila tujina zanimiva ali ne. Gre se bolj za odločitev, kdaj je priložnost, kdaj se ti odločiš, mogoče kakšni življenjski faktorji, ki so takrat, tako da veliko različnih stvari, ki vplivajo na to odločitev. Glih to sem te v bistvu hotela vprašati. Če misliš, da so kompetence, ki jih dobimo recimo študentje pri nas v Sloveniji ali pa v tujini primerljive, v smislu, da smo 100 let za leseno žlico ali ne? Mislim, da nismo. Po izkušnjah, ki jih imam, predvsem v delu z recimo temu tujimi študenti ali pa z osebami iz tujine, bi rekel, da smo čisto konkurenčni na trgu delovne sile ali pa tudi po znanju in po nekem, recimo temu, prilagodljivosti, izkušenosti in tako naprej. Je pa to zelo odvisno od posameznika. Ne, če si ti na ekonomski fakulteti, pa veliko, recimo temu, truda vložiš v svoj razvoj, si dejaven vsepovsod, so ti vrata zelo odprta, ne. Če pa, tudi če si v tujini na ne vem kakšnem faksu, pa je med top 5, ne vem, v Evropi, če nimaš fokusa, če se ne lotevaš stvari, če nisi odprt za priložnosti, je pol izkušnja malo drugačna, ne. Na koncu si vsak sam nekako kroji to vsebino, ki jo bo ven povlekel, ne. Veliko pa delaš tudi z mladimi. Kako bi nam recimo na kratko predstavil, kaj počneš v vseh teh različnih iniciativah, ki sem jih recimo jaz v uvodu naštela, pa če jih mogoče kdo ne pozna? Ja, najprej bi izpostavil Young Advisory Board. To je iniciativa, ki je bila tudi nagrajena kot zlata praksa. In moram reči, da sem zelo ponosen na to iniciativo, no. Predvsem, ker povezuje v bistvu upravo z 10 mladimi iz podjetja in jim daje neko platformo,
da se pogovarjamo o stvareh zelo odprto, zelo iskreno in potem se implementirajo projekti, ki prinašajo spremembe za več tisoč ljudi. In to je nek način miselnosti, če lahko temu rečem, ne. Tle gre za to, da mladi smo polni energije in podjetje mora nekako to energijo skanalizirati, ne. In dobra podjetja bojo našla nek način, da to energijo, ki jo mladi prinašamo, usmerijo v neke stvari, ki prinašajo dobrobit tako mladim kot podjetju kot takem, ne. In mislim, da je to bistvo, no, da podjetja ne poskušajo ukalupiti ljudi, ampak jih malo bolj, recimo temu, odpreti, jim dati priložnosti, da se dokažejo in tisti, ki bojo želeli, bojo to izkoristili. Young Advisory Board bo zdaj potekal septembra 3. leto, tako da je bilo že kar neko število ljudi vključenih v to. Implementiranje v Novartisu, v podjetju, kjer sem zaposlen. Je bilo pa tudi nekaj zanimanja iz strani nekih drugih podjetij v Sloveniji, da bi mogoče kaj takega podobnega implementirali, kar me v bistvu zelo veseli, no. Pa kar je v bistvu tudi namen. Točno to, od dobre prakse je treba deliti, ja. Tako. Druge stvari pa, ja, no, vsake toliko pridem še na faks, kaj povedati. To mi je zelo veselje, mentoriram tudi par ljudi, pač poskušam jim svetovati glede kariernega razvoja, pomagam pri kakšni startup ideji vsake toliko, tako da ja, zelo veliko različnih stvari. Mislim pa, da predvsem, kar je ključno, je poskušam nekako širiti znanja ali pa odpirati vrata drugim, no, tako ko so meni, tako ko sem jaz imel mentore, bi rad to delil naprej. Kako pa, če se recimo zdaj malo vrneva na tale advisory board, kako je prišlo do tega? Luka se en dan zbudi in reče, jaz bi danes mogoče malo govoril s predsednikom uprave oziroma kakorkoli. Daj mi povej tako, recimo od une ta začetne ideje do... Ni bilo sicer čistko, ne, ampak... Si to prakso recimo videl v tujini ali? Ne, takrat še ne. Pol sem sicer malo raziskoval, ampak in sem zaznal, da eno podjetje to globalno že enkrat implementiralo. Pol ne vem sicer, kaj je bilo s tem, ampak to je bilo že kar nekaj let nazaj. Začel se je tako, da sem prišel iz te One Young World konference in ta konferenca je tako kot Davos, samo za mlajše ljudi. In tam je 2000 mladih ljudi, polnih energije in ki bi spremenili svet, ne. In smo bili na enem dogodku v Sloveniji in je glih bil predsednik uprave, par nas je bilo mlajših, pa še en dosti izkušen vodja iz Novartisa. In smo se pogovarjali o tej izkušnji, ki sem jo imel tam, pa tudi neke stvari o poslovnem svetu, o podjetju in tako naprej. In pol je bila ta debata v bistvu zelo koristna. Predsednik uprave je v bistvu dobil iz prve roke neke informacije iz različnih delov podjetja. Mi smo se zelo naučili iz tiste debate to, kako on razmišlja o teh stvareh, kaj je njemu podobno, kako se razvija v to smer, kaj pomeni biti vodja v praksi. In potem sem začel razmišljati, ne, kako bi to sistematizirali, kako bi to na nivoju podjetja implementiral na tak način, da ni to zgolj neka neformalna debata, ampak da se poskuša te stvari malo sistematizirati in tudi spraviti v prakso, če lahko temu tako rečem, ne. In takrat je bilo mogoče tudi malo sreče to, da je bil covid in je bila to zelo vroča tematika in smo takrat veliko o tem debatirali. In mislim, izkušnje iz prvega leta so bile zelo dobre in pol smo zdaj to nekako del našega podjetja oziroma del delovanja. Kolikokrat pa se srečujete? Srečujemo se enkrat mesečno s predsednikom uprave, imamo pa pred tem recimo še ene 2 do 3 ure pripravljalnih sestankov, pa tudi vsak sam potem razvija svoje iniciative, ki se dotikajo teh področij. Se pravi, da lahko bi rekla, da tebi ni nikoli dolgčas po vsem tem, kar si zdaj povedal. Tako je. Si pa kar precej res dejaven na vseh področjih, super. Kakšni pa so plani za naprej? Tako čist, kakšna je recimo kakšna želja, kako se vidiš? Če sva že na začetku omenjala te neskončne možnosti, sicer se pol verjetno malo oziroma ne vkalupijo, nekako usmerijo, a ne, pol, ko si zaposlen, ampak valjda ostajajo. Jaz mislim, da je ključno to, da ne govorimo samo o ciljih, ampak kako te cilje spraviš v rutino. Se pravi,
ti imaš lahko ne vem kakšne cilje v življenju, ampak če na dnevni bazi na njih ne delaš, jih boš težko uresničil in mislim, da večkrat se govori o nekih ciljih, bolj je moje vprašanje rutine pa dejavnosti, ki jih pač počneš, ne, vsak dan. Moji cilji so, tako bom rekel, hkrati specifični pa dosti odprti. Tako da naučil sem se skozi leta, da je treba biti odprt, da kakšne priložnosti pridejo, ko jih najmanj pričakuješ in da brez veze se preveč omejevati, ne. Želim pa nadaljevati v okviru teh stvari, ki jih še zdaj počnem, finance, dela z mladimi, razvijanje teh leadership iniciativ. Tako da mislim, da to me veseli in v tem tudi uživam. The best. Kaj pa za konec ena klasika, kakšen nasvet za študente? Če bi ti dala zdaj telefon, pa bi rekla, evo, lahko pokličeš Luka izpred 5 let. Kaj bi mu rekel? Rekel bi mu, da verjamem v svojo zgodbo in stvari se bojo že uresničile. Luka, hvala, ker si bil danes z mano, z nami, ker si bil naš gost. Upam, da še kdaj prideš na Ekonomsko. Meni je bilo super s tabo. Hvala tudi tebi za vabilo in bilo mi je super.